Spoštovane dame, cenjeni gospodje, člani in prijatelji Slovenske ljudske stranke, dragi gostje, še enkrat lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na 22. taboru stranke SLS. Za začetek vse najboljše in iskrene čestitke za vaših 31 pomladi. Prazničen dan je danes rojstni dan in z njim trenutek, ko se spomin vrača na dejanje pogumnih in vizionarskih ljudi, ki so ravno 12. maja 1988 na znamenitem zborovanju v Unionski dvorani začeli ustvarjati slovensko demokracijo in z ustanovitvijo Slovenske kmečke zveze kot prve demokratične stranke po drugi svetovni vojni so oblikovali usodo in prihodnost našega naroda. Začnimo ta dan, ta tabor, ta praznik z blagoslovom. Na oder vabim gospoda župnika Mitjo Markoviča, da blagoslovi vsa vaša prizadevanja vašega dela, pa tudi vse upe zdajšnjosti. Kajti čez 14 dni nas čaka praznik demokracije, saj bomo imeli privilegij voliti poslance v Evropski parlament, kamor se stranki SDS in SLS, obe članici Evropske ljudske stranke, podajata povezani. Naj bo torej tudi ta pot v Evropski parlament pospremljena z blagoslovom. Gospod Mitja, lepo prosim. Hvala lepa. Zdaj pred blagoslovom moram dve stvari pojasniti. Namreč to, da še nikoli nisem bil na strankarskem shodu, kar ne pomeni, da nisem politično zelo zaveden. Politike nikoli ne imenujem z ničljivim nazivom za žensko, ki gre s kom za denar v posteljo. Prav nasprotno, tako kot papež Frančišek, sem tudi sam prepričan, da je odgovorna in poštena politika eden od najpomembnejših načinov, kako delati za mir in skupno dobro. Hodim na volitve, pa tudi v naših farnih oznanilih je vedno opomnik, da je kristjanova dolžnost in privilegij iti na volitve. Nikoli še nisem bil na takem taborskem shodu, se pa iz zgodovine spomnim, da so imeli taki dogodki v svojem obdobju zelo pomembno tudi nacionalno, prebojevalno, narodno, oblikovalno vlogo. In ko sem bil povabljen na današnji tabor, ko sem slišal, da se reč dogaja pod šotorom in ker bodo sledile himne, sem najprej pomislil na skavtski tabor. Sam sem namreč po duši skavt, že tam iz študentskih let dalje. In biti skavt pomeni iti na tabor in biti pod šotorom. In vsako jutro, ko se primerno uredimo ob točno dogovoreni uri in v detajle urejenih uniformah z dvigom zastav, vsako jutro, ne glede na vreme in okoliščine, izkažemo pripadnost in ponos. In zapojemo himne, tako kot jih bomo čez nekaj trenutkov. In med našimi 10 skavtskimi zakoni je tudi skavt je zvest Bogu in domovini. Kolikor poznam Slovensko ljudsko stranko, verjamem, da večina od tu prisotnih bi se tudi podpisala pod ta skavtski zakon, pa pod tudi druge vrline, k katerim vzgajamo mi naše mlade. Na skavtskem taboru je tako, kot si pošten človek predstavlja, da je tudi v praktičnem življenju. Oziroma, ne kot si predstavlja, kot pošten človek pričakuje, da je v praktičnem življenju. In sicer, da je uspeh odvisen od vloženega truda, da se držimo dogovorjenih pravil, da je kosilo odvisno od tega, kako vesten je kuhar in kako zavzeto mu drugi pomagajo, da imamo toliko več časa za igro in prosti čas, kolikor hitreje in učinkoviteje smo prej delali. In da ni pošteno, da bi nekdo ves čas ležal, drug pa ves čas delal.
In ker je skavtski tabor tudi tekmovanje, je tam tako, kot si pošten človek predstavlja, oziroma kot pošten človek pričakuje, da je v realnem življenju, bolj ko se potrudiš, bolj prizadeven ter boljši in vestnejši kot si, več točk dobiš. In poštenemu zmagovalcu pripada nagrada. In nagrada je čast, ki traja vse do naslednjega tabora. Mi danes nismo na skavtskem taboru, ne vem, če iščemo kakega zmagovalca, predstavljam pa si, da je tak tabor priložnost za medsebojno srečevanje, da je prostor veselja in praznovanja ob tistem, kar smo, kar ste dosegli, pa tudi kovanja novih vizij in načrtov. Predstavljam si, da je to prostor krepitve zavesti, da smo politično in sicer so odgovorni drug za drugega, za našo domovino in za našo prihodnost. Predstavljam si, da je to danes prostor iskanja odgovorov na družbena vprašanja in morda celo prostor oblikovanja novih, še boljših politik. In zato si predstavljam, da bo Gospod Bog z velikim veseljem razlil svoj obilen blagoslov na vse nas tukaj zbrane in na vse, kar se bo danes popoldne tu dogajalo. Zato vas vabim, da se mi pridružite pri Gospodovi molitvi, s katero prosimo Gospoda, naj to tudi naredi. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. To je pa ne mara živetje Svetega Duha, kar slišimo nad nami. Molimo, nebeški Oče, ustvaril si nas kot bitja odnosov in ljubezni, želiš, da se skupaj veselimo in drug drugemu pomagamo nositi življenjske križe. Prosimo te, blagoslovi nas, blagoslovi to srečanje, blagoslovi vse iskrene misli in besede, blagoslovi vse ideje in načrte, napolni naša srca z duhom pristnega praznovanja in iskrenega veselja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Bog živi nam deželo, Bog živi v slovenski svet in slovensko ljudsko stranko, ki pa kot vse v življenju temelji na podmladku. Tu imamo eno malo mlado srčece, ki se je izgubilo, Luka mu je ime in išče očka Tomaža. Je pa to gotovo eden izmed najmlajših članov slovenske ljudske stranke, pa mu zaploskajmo, očka Tomaž pa hitro pod oder. Hvala torej gospodu župniku še enkrat za blagoslov, da lahko naprej v prihodnost stopimo z najboljšimi in najlepšimi upi. Naj današnji slavljenki, slovenski ljudski stranki in vsem vam, ki ste njena moč, v pozdrav zazvenijo tudi himne in z njimi Nuša Derenda, Janko Volčanšek, SLS-u za rojstni dan pa bodo zaigrali tudi mladi trobilci iz družine Sotošek, Toni, Miha in Jaka. Naj zazvenijo spevno in glasno vse po vrsti. Živi naj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan. Tako der sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo. Ne vrag le sosed
mejak. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, zatorej dobro vem, Slovenec sem. Slovenec sem, od zibeli do groba, neka ne moja se zvestoba, neka ne moja se zvestoba. Da vsegdar reči smem, Slovenec sem, da vsegdar reči smem, Slovenec sem. Z optimizmom in vero v slovenskega človeka, ki jo je bilo čutiti iz slovenske pesmi, vas torej letos pozdravljamo v Krškem, medtem ko je lani tabor potekal v Brezovici. Za začetek zato predajmo taborsko zastavo med obema mestoma. Prosim gospod Tatjano Poplas, podpredsednico občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Brezovica, da preda zastavo gospodu Goranu Udovču, predsedniku občinskega odbora Slovenske ljudske stranke Krško. Zastavo prinašajo predstavniki občinskega odbora Brezovica, Tatjana Poplas, Marija Veršič in Marjan Mravlje,
Prevzeli pa jo bodo predstavniki občinskega odbora SLS Krško, Goran Udovč, Miran Stanko in Franc Bogovič. Zastavo bodo pripeli in dvignili, naj plapola visoko in ponosno današnjemu srečanju v čast in v simbolni spomin na 12. maj pred 31 leti. Takole zastavo bomo v Krškem s posebno skrbjo in častjo čuvali do prihodnega tabora. Sedaj pa prosim, da se na odru pridruži delegacija, ki bo predala spominska darila, kot se za rojstni dan spodobi. Vsem udeležencem, posebno vsem predstavnikom Evropskega parlamenta. Brezovica je bila ponosna lanski, da je lahko gostila tabor. In zdaj z veseljem ugotavljam, da je v Krškem še več udeležencev. A pa verjetno zato, ker smo se združili z eno močno stranko. Skupno bomo močnejši. In tudi na volitvah upam, da okrožite ta prave. Zdaj pa mi iz Barja, vidim, da imamo oboje košare. Te so bile spletene na Barju, vsebino vsem, kdo vzamem, pa košaro dobi gospod Bogovič. Najprej zato, da bo štel glasove, potem bo pa lahko obiral jabolka. Evo, še v imenu občinskega odbora Slovenske ljudske stranke v Krškem obljubljamo, da bomo merkali taborsko zastavo, da jo naslednje leto prenesemo na naslednjo lokacijo. Tudi mi imamo košaro polno dobrot pridnih rok in pridnih čebelic. Prijazne pozornosti so podarjene, lepe besede podeljene. Sedaj pa v ospredje vabim nekoga, ki ga vsi dobro poznamo, nekoga, ki nas je zgodno jutranjo fotografijo iz svojega sadovnjaka pred dnevi objavil je na družbenih omrežjih, zato vem, spomnil, da je po dnevi politik, po noči pa še vedno sadijar. In še dobro, da je dobil košaro, kaj ne, gospa Marija. Človeškim in državljanskim pogumom je minula desetletja v mnogočem na številnih političnih parketih zaznamoval naš domačin, gostitelj tabora in predsednik oziroma podpredsednik stranke SLS ter dosedanji uspešen, prepoznaven, izjemno aktiven evropski poslanec Franc Bogovič. Če izpostavimo samo enega zadnjih njegovih inovativnih projektov, je to gotovo projekt Pametne vasi in z njim prizadevanja, kako ohraniti slovensko in evropsko podeželje poseljeno in atraktivno za delo in bivanje. O njegovem zavzetem delu veliko pove tudi laskavi naslov, saj je bil lani celo med zmagovalci natečaja za najboljše evropske poslance leta 2018. Ja, kar korajžno z aplavzom si ga zasluži.
Biti dobitnik bruseljskega Oskarja je res obet in dokaz dobrega dela in dober obet za čase, ki prihajajo. Zato z veseljem in spoštovanjem vas sedaj gospod Franc Bogovič vabim k besedi, ki bo gotovo še najbolj prisrčna in srčna prav na domačih tleh, med domačimi ljudmi. Lep dober dan in lepo pozdravljeni in dobrodošli v Krškem. V imenu Slovenske ljudske stranke, našega občinskega odbora, vas prav lepo pozdravljam. Izrekam iskreno dobrodošlico vsakemu posebej, tistim, ki sedite v prvih mizah, kot tisti, ki se sedaj z veseljem igrajo v kotičko za najmlajše. Moram pa reči, da sem še posebej vesel, da sta danes med nami naš predsednik Marjan Podobnik in celo vodstvo Slovenske ljudske stranke. Zato predlagam najprej en aplavz za mizo in najprej z moje strani za levo stran mize za Marjana Podobnika in vodstvo Ljudske stranke. Lep pozdrav drugemu predsedniku Slovenske demokratske stranke, na čelu je tudi nosilec gospodu Janezu Janši, na čelu je tudi nosilec liste Milan Zver, kolegi iz skupne liste, dobrodošli prijatelji, dobrodošli v Krškem. Vesel sem, da smo skupaj in da skupaj nagovarjamo letos ljudi, da gredo na evropske volitve in da volijo najboljšo listo. Dobrodošli in lepo pozdravljeni. V Krškem, podobno kot v naših dveh strankah, ki imata tradicijo in sta pravzaprav tisti stranki, ki sta veliko pripomogli, da imamo danes svojo državo, tudi mi prisegamo na tradicijo. V Krškem imamo osnovno šolo Jurija Dalmatina, v Brestanici Adama Bohoriča, se pravi dveh, ki sta zaslužni, da imamo Slovenci svojo besedo, da imamo prevedeno Biblijo. Ponosni smo na to, da je poleg Bogenšprka, pozdravljeni kolegi iz Šmartnega in z Litije, pri nas bival tudi Janez Vajkard Valvazor, polihistor, zadnji slovenski polihistor. Dobrodošli. Poleg štadiona Matija Gubca, ob katerem smo sedaj, imamo tudi trg Matija Gubca, kar pomeni, da znamo delati, da imamo vizijo, smo pa hkrati tudi uporniki, ko je potrebno. In mislim, da tudi čas, ko moramo zopet stopiti skupaj in jasno povedati, kaj hočemo. V preteklosti nam je v teh koncih uspelo, umestiti pred drugo svetovno vojno tovarno celuloze in papirja v Krškem. Slovenski industrialec, gospod Bonači, bil tisti, ki je pripeljal ta objekt. Skozi 70 leta smo znali jedrsko energijo spremeniti v elektriko. V zadnjih letih smo ukrotili Savo in iz Save zdaj proizvajamo zeleno električno energijo. In mirno lahko rečem, da vse velike stvari, ki smo jih v preteklosti dosegli, smo jih dosegli zato, ker smo se znali združiti in ker smo stopili skupaj. Na tradicijo se moramo tudi zanašati v tem delu, ko moramo verjeti, da so ledeni možje res ledeni možje, zato z tega mesta opravičilo, če je malce večja gužva, če uporabim ta izraz, znotraj šotora, en del aktivnosti smo mislili prenesti zunaj, vendar tu smo stopili skupaj in mislim, da se boste danes v Krškem dobro počutili. Zahvala vsem, ki ste nam pomagali in ste sodelovali v kar številčni ekipi, da je danes tabor takšen, kot je. Verjamem, da ga bomo uspešno pripeljali do konca. Z tega mesta v uvodu pa najprej dovolite, da se zahvalim naši podpredsednici Suzani, ki je imela krovno roko nad organizacijo, našemu Sandiju, Vladotu, gostilni Kunst, številnim prostovoljcem, ki so tudi sodelovali in so danes tu med vami v lepih belih majčkah. Najlepša hvala. Vsem želim, da uživate na taboru, uživate v ponudbi našega gostinca, Krškega pa ne smemo zapustiti prej, dokler vola ne oberemo do kosti. Tako da ta bo pa po naših govorih tudi vam na razpolago. Želim vam dobro počutje, uspešen tabor. Dovolite pa, spoštovani novinarji, da tudi vas pozdravim in vam želim dobrodošlico v Krškem in želim, da
Tudi kaj lepega napišete od nas, kajti mislim, da boste imeli veliko materijala za to. Lep dan vsem skupaj in uspešen in dober tabor želim. Besedi pa kar takoj vabim tudi župana mesta, ki gosti današnji praznik. Gospod župan, magister Miran Stanko, dobrodošli pri mikrofonu. Hvala lepa za besedo. Spoštovana gospoda predsednika, cenjeni kandidati za evropske poslance, cenjeni gostje, ki ste danes prišli v tu in dam, gospe in gospodje. Lahko rečem, da me veseli, da je danes tabor tukaj v Krškem, še posebej, kajti pred 2 dnevoma smo obeležili 150. obletnico prvega tabora v Posavju, v Sevnici, tabora, ki je poudarjal predvsem združevanje in slovenstvo. Lahko rečem, da smo marsikaj od tega, kar je bilo takrat pred 150 leti zaželeno in postavljeno kot cilj za naš narod, tudi uresničili. Še vedno pa je aktualno predvsem sodelovanje in seveda pogled naprej. Dobrodošli v občini Krško, občini, ki je 12. po velikosti oziroma 11. po velikosti med vsemi občinami, kajti ima 26.000 prebivalcev. Da je ta občina gospodarsko uspešna, je bilo potrebno marsikdaj strniti vrste, se odločiti modro in na koncu so uspehi tukaj. Tako je potrebno delati tudi naprej in prepričan sem, da tudi s to potezo, da se obe stranki združita v prizadevanju na evropskih volitvah, da bodo tudi to rodilo z ustreznimi rezultati. Vsem skupaj vam želim iskreno dobrodošlico, tako svoje imeno kot imeno občine Krško. Želim vam, da spoznate Krško morda tudi kako drugače in da se še kdaj vrnete sem, kajti ni samo to območje tukaj, tisto, ki je zanimivo za ogled, pač pa je tega veliko. Občina Krško je ena izmed lepih slovenskih občin in želim vam, da se še kdaj vrnete. Danes pa vam želim uspešno druženje, prijetno druženje s prijatelji, kolegi, znanci in seveda sklepanje novih prijateljstev. Predvsem pa želim uspeh temu taboru. Hvala lepa. Hvala županu za razglednico in za povabilo na lepo druženje v Krškem. Slovenska ljudska stranka ima mnogo prijateljev in sorodnih sopotnikov. Med njimi sta tudi Annegret Kramp-Karrenbauer in Manfred Weber, ki svoje misli za današnji praznik pošiljata preko video poslanice. Spremljali jo boste lahko na velikih platnih na obeh straneh. Še prej pa nekaj besed o njiju. Annegret Kramp-Karrenbauer je nova predsednica nemške stranke CDU, ki je na tem položaju po 18 letih nadomestila trenutno nemško kanclerko Angelo Merkel. Stranko CDU je za letošnje volitve poslancev v Evropski parlament kot vedno doslej sklenila koalicijo za skupni nastop s svojo bavarsko sestrsko stranko CSU, iz katere prihaja tudi vodilni kandidat Evropske ljudske stranke za evropske volitve in kandidat Evropske ljudske stranke za prihodnjega predsednika Evropske komisije, gospod Manfred Weber. Tako nemški stranki CDU in CSU, kakor tudi sestrski stranki SLS in SDS v Evropi, udejanjata medsebojno spoštovanje v družini in sodelovanje pod sloganom Moč nas oziroma naša moč, the power of we. Tako kot uresničujeta danes to idejo, torej tudi SDS in SLS Sloveniji, svojo skupno listo odličnih kandidatov za volitve poslancev v Evropski parlament z geslom Skupaj smo močnejši. Manfred Weber, za katerega verjamemo, da bo kot vodilni kandidat EPP na položaju predsednika Evropske komisije zamenjal Jean-Claude Junckerja, je politik iz vrst bavarske CSU in obljublja, da si bo torej prizadeval za Evropo brez jeze in strahu, temveč z optimizmom in upanjem, brez nacionalizma, temveč s solidarnostjo. Je velik nasprotnik nezakonitih migracij in poudarja, Evropska unija v tem trenutku potrebuje stabilnost, lahko dajo samo stranke s tradicijo in verodostojnostjo.
Prisluhnimo torej obema poslanicama iz tujine, namenjeni stranki z tradicijo in verodostojnostjo. Dear friends from the Slovenian People's Party, dear Marian, ladies and gentlemen, all the best and best wishes to your gathering today, to your Congress of the party. I wish you all the best for the Congress, for the debates, especially in a moment of time where we discuss about the future of our continent, about the future of Europe. The European elections are ahead of us. You have an excellent team who's running a lot of good candidates, and I think we together, as European People's Party, on European level, can achieve what we want to do. We want to lead also in the future the European Union with our way of thinking from the center of the landscape, with a bridge building aspect between East and West, between North, South, small and big countries. We want to keep Europe together and want to give a clear orientation for the future. That's why it's great to have you campaigning in Slovenia. I wish you really all the best. And it's good to have you also on my side as a lead candidate for our political family on European level. Together, we will make it. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Podobnik, liebe Freundinnen und Freunde der Slowenischen Volkspartei, im Namen der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und persönlich übersende ich Ihnen anlässlich Ihrer 22. politischen Volksversammlung und Ehrung des 31. Jahrgangs Ihrer Partei die herzlichsten Grüße aus Berlin und wünsche Ihnen allen eine erfolgreiche Veranstaltung. Im Hinblick auf die Europawahlen im Mai ist es notwendig, dass wir gemeinsam die Politik und Reformen zur Stärkung Europas fortführen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen starke Impulse in der Arbeit für die Zukunft Sloweniens und Europas. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Partei weiterhin viel Kraft und Ausdauer für Ihre so wertvolle Arbeit und den bevorstehenden wichtigen Europawahlkampf. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit unserer Parteien innerhalb der Europäischen Volkspartei. Lassen Sie uns gemeinsam in den nächsten Wochen dafür kämpfen, dass unser Europa eine gute Zukunft hat. Nazaj v svet pošiljamo spoštljiv in hvaležen pozdrav za vse dobro želje in lepo popotnico za prihodnost, svoje jasne misli in ključne poudarke o tem, v kakšni Sloveniji in kakšni Evropi želimo živeti, pa sedaj med nas ponovno prinaša evropski poslanec, politik pokončne drže in neomajne volje Franc Bogovič. Čas je za SLS manifest, za evropske volitve, pa tudi za to, da spoznamo najmočnejšo listo za volitve v Evropski parlament, listo številka 9. Pot do odra ni tako kratka, tako da še enkrat en velik aplavz. Lep pozdrav še enkrat, pripada mi ta čas, da vas še enkrat nagovorim malce programsko, predvsem pa da v nadaljevanju tudi povabimo na oder celotno listo in da nas tudi nagovorita kolega Milan Zver kot nosilec liste in pa Franci Kangler, ki je na naši listi skupaj, mi smo rekli v kvoti SLS-a, dan še sicer kot predsednik nove ljudske stranke, verjamem pa, da bomo tudi te podrobnosti v prihodnosti še kaj spremenili. Kot je že župan Krškega dejal, sem tudi sam prisostvoval v tem tednu številnim prireditvam, s katerimi smo se spominjali velikih trenutkov slovenstva. V Sevnici smo v petek obeležili 150-letnico 5. tabora v nizu takratnih 18 taborov, ki so v 70 letih prejšnjega stoletja postavili pred oblast takrat Avstro-Ogrsko zahteve slovenstva, zahteve potem, da živimo v samostojni državi oziroma predvsem, da najprej govorimo svoj jezik, kar je bilo takrat še potrebno doseči. Ta teden smo obeležili 30-letnico Majniške deklaracije. Deklaracija, ki je bila povedana v sredi Ljubljane, takrat, ko je bil predsednik SDS in pa še ostala trojica v nemilosti takratnega režima.
in tudi ta deklaracija ima zelo velik pomen in pa za nas slovenstvo. Praznovali smo Dan Evrope, 15-letnico, odkar tudi Slovenci živimo v skupni Evropi. Danes pa smo tu, da obeležimo 31-letnico, odkar nas je gospod Ivan Oman povabil v Unionsko dvorano in nas nagovoril za svojim znamenitim stavkom. Na volitve gremo zato, da zmagamo. In verjamem, da bomo tudi mi danes tu tlakovali pot k zmagovalni listi, naše skupne liste, kajti skupaj smo močnejši. Gospodu Omanu z tega mesta izrekam izredno zahvalo za to, kar je naredil za nas, po drugi strani pa mu želim predvsem obilo zdravja, kajti verjamem, da bo tudi to preizkušnjo, kot je marsikatero v življenju, dobro prestal in da se bomo zopet lahko družili z njim. Tu smo, pozdrav gospodu Omanu, mislim, da si ga zasluži. Kot boste videli ali pa kot dobro veste, na naši listi je 8 odličnih imen. 4 med njimi smo že tisti, ki že sedaj delujemo v Evropskem parlamentu. In zato sem prepričan, da je to lista, s katero najprej lahko nadaljujemo odlično začeto delo, po drugi strani pa tudi naredimo to, kar je v tem trenutku potrebno narediti za Slovenijo, potrebno narediti za Evropo. Tu moramo biti kar pozorni. Vse prevečkrat slišimo, zakaj je vse kriva Evropa, premalokrat pa se vprašamo, kaj smo tudi doma naredili, da bo nam lepše. Zelo lakomerno rečem, da se bom v naslednjem mandatu prizadeval na področju enakomernega razvoja tako Slovenije, kakor tudi enakomernega razvoja Evrope. Notranje migracije so v Evropi velik problem in naša lista je tista, ki zagovarja enakomeren razvoj in tudi to, da bomo znotraj Evrope enako spoštovani, ne glede na to, kako dolgo smo v Evropski uniji, ali 15 let, ali pa od njene osamosvojitve naprej. Moja ključna naloga je bila v tem mandatu, da sem se prizadeval za kmetstvo, za podeželje, stavimo na razvoj družinskih kmetij in s tem mislim tudi nadaljevati. Zagotoviti pogoje za to, da boste najprej kmetje imeli zemljo, po drugi strani pa to, da bodo tudi pridelki pošteno plačani, da se ne bo trud zgubil v rokah tistih, ki enostavno samo trgujejo s tem, tistim, ki pa delamo, pa ne bo ostalo nič. Mirno lahko rečem, kot je Petra napovedala, poznam, o čem govorim. Rad se vstanem zjutraj in grem na traktor, opravim delo v svojem sadovnjaku. Mimogrede, gospod Pučnik se je pohvalil, da ima, Ivan Pučnik govorim, ko je bil sadjar, brat Jožeta Pučnika, da pridela po nekaj jabolk na Slovenca. Sam se lahko pohvalim, da za vsakega drugega Slovenca smo pa lansko leto ženo, ki jo pozdravljam in je z mano v dobrem in slabem, pridelala tudi midva. In vem tudi, kaj pomeni, ko ti pozeba pobere pridelek in ko je treba preživeti težko leto. Zato z tega mesta obljuba, zaveza, da se bomo prizadevali, da bo kmetijska politika tako evropska in še posebej slovenska prijazna in da bomo uresničili to, kar je potrebno narediti za slovensko kmetstvo. Da bo podeželje živo, da bo poseljeno, da mladi ne bodo odhajali v mesta, da mladi ne bodo šli v tujino, se bom prizadeval še naprej za svojim uspešnim projektom Pametne vasi, ki je na nek način zaznamoval Evropski parlament, postaja evropska politika in prav vesel sem bil na Brdu, ko smo bili nazadnje skupaj ob Dnevu Evrope, ko sem zvedel, da bo to tudi ena od tem predsednikovanje, v katerem bosta Slovenija in Nemčija. Ampak zanimivo, to so predlagali Nemci, čeprav smo temo ustvarili v Sloveniji. Ampak verjamem, da smo na pravi poti in zopet lahko pokažemo, kje smo najboljši. Lista, ki je danes pred vami, je tudi garant za to, da bomo živeli v varni Sloveniji. Ne smemo dopustiti to, kar ste številni, sam sem imel družinske obveznosti, zato sem se opravičil, včeraj nisem mogel iti v Črnomelj, kar ste številni, oba predsednika, delegati, tudi kandidati iz liste, spregovorili v Črnomlju. Ne sme se nam dogajati več to, da meja ne bo zavarovana in da nam bodo migranti ugrabljali naše ljudi.
Tudi na tem področju lahko mirno rečem, da smo to štirje, ki smo od vsega začetka leta 15 govorili, da je treba ta tok ustaviti in da je treba znati mejo zavarovati. V Evropi so že spoznali vsi ostali, ki so bili zelo benevolentni do odprtih meja, da je to potrebno narediti. To smo tudi v novi uredbi sprejeli. Doma pa še imamo kar malo dela, da bomo tudi predsednika vlade pa še koga prepričali, da je potrebno za svojo varnost kar doma poskrbeti in narediti odločne korake in da se ne bo varnost zgodila z lepimi besedami, ampak s konkretnimi dejanji. To je naša skupna naloga v naslednjem mandatu. Paleta varnosti je zelo široka in dragi kmetje, dragi živinorejci, tudi vas moramo zavarovati, da ne bodo zvari ogrožale vas, ampak da vzpostavimo to ravnovesje v naravi, ki je danes porušeno. In tudi tu je naša naloga doma v Sloveniji, zagotovo pa smo tudi v Evropskem parlamentu o tem veliko spregovorili in tudi to je naša varnost. Kar se tiče naših zavez, kam spadamo, kdo smo, je poznano. Smo tisti, ki verjamemo v združeno Evropo, verjamemo v Evropo, kjer so ljudje svobodni, kjer se lahko svobodno gibljejo, kjer je pravna država enaka za vsakogar in kjer je tudi svoboda, pobuda, da lahko delaš tista, ki ti ustvarja dobrobit, iz katere lahko tudi zagotavljamo socialno državo. Zagotoviti moramo, da bodo naši mladi ostajali doma. Sam sem se lotil tudi, kot je bilo že rečeno, projekta Zavezništvo za mlade in naše gospodarstvo, naš izobraževalni sistem moramo povezati tako, kot so to storili Avstrijci, Nemci, Švicari in so danes najboljši v Evropi na področju gospodarstva. Zavedamo se pa tudi naših korenin. Naše korenine so globoke, naše korenine so v krščanstvu, naše korenine so v naši bogati kulturni zgodovini. Hvala lepa gospodu župniku za blagoslov. Verjamem, da bo blagoslov držal in da bomo tudi z tem, kar bomo delali v Evropskem parlamentu, Evropo ohranili na teh koreninah in da ne bo tako, kot je dejal iraški duhovnik, ko je dejal, oprostite, tistim, ki so pomoči potrebni, je potrebno pomagati. In to v Evropejci in tudi Slovenci delamo. Ne dajte jim pa ključa od svojih hiš. Tega ne smemo storiti in mi bomo to zavarovali, naše domove bomo zavarovali. Prehajam v ta del, da se vam zahvalim za pozornost, zahvalim tudi za to, da ste me pred 5 leti nagradili in sem vas zastopal v Evropskem parlamentu. Čez 14 dni bomo zvedeli, ali smo tisti, ki bomo sedaj na odru vredni vašega zaupanja, verjamem pa, da vas bodo imena in pa to, kar smo doslej že počeli, prepričali v to. Zato dovolite, da na oder povabim kolege iz liste, povabil bom po vrsti, tako kot je tudi vrstni red na listi. Dobrodošel Milan Zver, dr. Milan Zver, pozdrav, aplavz. Milan Zver je že tretjič nosilec liste, tokrat skupne liste. Vesel sem, da sem sam, mislim, da edini slovenski poslanec, ki bom dvakrat na združeni EPP listi in da je boš letos Milan ti vodil. Dobrodošel in pozdravljen. Dobrodošla Romana Tomc. Močen aplavz za Romano, s katero sva odlično sodelovala v tem mandatu. Sva ena tistih poslancev, ki se tudi na številke spoznava in rada številkami operirava. Romana je pa tudi se zelo prizadevala in bila zelo uspešna in v Evropi upozorila, da bodo otroci slovenskih delavcev imeli drugačne doklade kot tisti, ki so v Avstriji rojeni, da to nevzdržno in da to ni v evropskem duhu in čestitke za ta dosežek. Patricija Šolin je naslednja. Naša Primorka, ki nas z lepo primorsko besedo razvaja, intenzivno dela na področju, ki so tudi njej blizu že iz preteklosti, se pravi številke. In ena od stvari, ki je tudi zelo pomembna za Slovenijo, ko se je bilo potrebno boriti za to, da smo dobili čim prej odškodnino za žled na Primorskem, je bila ravno Patricija poročevalka in poskrbela, da je kar lep zajeten kup denarja prišel pravočasno v Slovenijo. Dobrodošla, Patricija. Na oder vabim še enega Franca.
Mi smo rekli, da imamo letos zelo pestro ponudbo dveh Francov, mojega nekdanjega županskega kolega, Franca Kanglerja, topo pozdrav tudi tebi v Krškem. Francu Kanglerju sem se že nekajkrat tudi javno opravičil, pa se bom še z tega mesta, da enostavno takrat, ko smo mislili in bili prepričani, da pravna država deluje in da je treba policiji, sodstvu, tožilstvu na prvo besedo verjeti, da smo naredili napako. Franc je dokazal, da se mu dela politična škoda, da je pravi politični primer, kako politika skupaj z ostalimi organi poskuša preprečiti nekoga, ki je bil uspešen, kar je dokazal v Mariboru. Vesel sem, da je od našega zadnjega kongresa, ko smo našo jato zopet povabili in smo se združili vsi tisti, ki smo SLS ustvarjali v teh zadnjih 31 let, pristopil k nam in z velikim veseljem smo ga v Ljudski stranki tudi povabili na našo listo, koliko sem že predjel iz kvote SLS, čeprav je predsednik, ampak tam je samo ena mala razlika, Nova ljudska stranka. Tako da je Franci dobrodošel v Krškem. Lep pozdrav spoštovani doktorici Alenki Forte. Gospa Alenka Forte prihaja iz Zasavja. Dokazala je v življenju zdaj, da kot zdravnica ve, kaj je poslovno, zato ima svojo kliniko, eno redko specialističnih klinik v Sloveniji in da ima praktično vse recepte in je postavila vse diagnoze za zdravstvo za posameznike, ki hodijo k njim. Na naši listi pa postavila najprej diagnozo za zdravstvo v Sloveniji, ki je hodimerov potrebno kakšnega praktičnega zdravnika, ki ve, kaj je prav in kaj ni prav, in verjamem, da z njeno pomočjo tudi naša lista postaja močnejša in da bomo tudi na tem področju, pa še na marsikaterem drugem, katerem gospa Alenka deluje, tudi povedali, kaj je prav in kaj ni prav. Dobrodošel, Davorin Kopše. Če še kakšno moška moč rabimo, bo dobrodošla, drugače pa z Davorinom sva se spoznala v tem času. Klen možakar, ki ga je življenjska usoda, mala nepozornost na motorju priklenila na voziček, vendar kot invalid je dokaz najprej, kako mora posameznik delovati, da ostane klen, da ostane to, kar je on, kar mu mirno lahko rečemo, kralj socialnih omrežij te kampanje. Po drugi strani pa je odraz vseh nas tu v dvorani, da vemo, da moramo in da smo bogatejši, če izkušnje delimo s tistim, ki nam imajo marsikaj zapovedati, kako je v življenju takrat, ko si usoda malce zaroti, vendar se ne predaš in si pomemben člen družbe. Davorin, hvala ti za vse, kar delaš in dobrodošel tu v Krškem pri nas. Kako so včasih rekli, jagoda na torti ali nekaj takega, na koncu pride. In mi danes vabimo najmlajšo na naši listi na oder. Vabim predstavnico mlade generacije Aljo Domjan. Dobrodošla, Alja. Alja prihaja iz Radenc, iz štajerskega dela in je tudi uspešna mlada moč v stranki, Slovenski demokratski stranki in na takšen način je lista, mislim, da prav lepo in na prav način zaokrožena. Pred vami je lista, želim, da zdaj spregovorita še tista, ki prvič Milan Zver, ki vodi to listo, in pa Franc Kangler, ki je na nek način predstavnik tretje stranke na tej listi, da se tudi on predstavi in da vidite, kdo vas bo zastopal v naslednjem mandatu v Evropskem parlamentu. Milan, izvoli. Hvala za besedo, hvala za priložnost, da vam lahko spregovorim na vašem taboru. Spoštovana predsednika Marjan Podobnik in Janez Janša, dragi moji kolegi, člani in pa privrženci Slovenske ljudske stranke, nekaj članov sem videl tudi iz SDS, tako da tudi njim gre moj poklon. Franci, hvala lepa za to lepo predstavitev vseh nas, naše liste.
Jaz mislim, da bo moja naloga, da še jaz kaj rečem o njih, ampak mislim, da sedaj ne bo potrebno. Morda besedo dve samo o naših kolegih, ki smo jih dobili na Združeno listo gor, Francijo Bogoviču in pa Francijo Kanglerju. S Francijem Bogovičem sva zadnja leta sodelovala pridno v Evropskem parlamentu. Lahko rečem, da si je pridobil ugled resnega in pa strokovnega, dejavnega, proaktivnega člana Evropskega parlamenta in zagotovo je eden tistih, ki je tudi v okviru Evropske ljudske stranke veliko pripomogel k temu, da je ta stranka iskala vse prave odgovore na ključna vprašanja. Še posebej se je izpostavil na področju kmetijske politike, skupne kmetijske politike, pa tudi na področju kohezije oziroma razvoja regij. Drugega Franca Kanglerja poznam še dalj časa. Franc Kangler ima eno sposobnost, ki manjka slovenski vladi, in to je učinkovito črpanje evropskih sredstev. Ko je bil župan Maribora, je porabil praktično vsako možnost, vsaki cent za razvoj svojega mesta, ki mu je županoval, in jaz mislim, da ima določene sposobnosti, ki jih potrebujejo nujno tudi tisti, ki so evropski poslanci. Tako da smo v naši stranki zelo veseli, da smo dobili dva kompetentna kandidata za evropskega poslanca iz vrst Slovenske ljudske stranke. In kot nosilec liste za te evropske volitve lahko povem, da sem sedaj še bolj optimističen, da bo v tretje gre rado, pravijo, in jaz sem prepričan, da bo tudi tokrat naša lista prepričljivo zmagala na evropskih volitvah. Vsem vam bi pa rad čestital za vaš praznik, za obletnico nastanka stranke. Vi ste takrat prvi stopili na to pot nove slovenske demokracije, ampak ne samo takrat. Tudi konec 19. stoletja je bil slovenski kmet nekako iniciator v okviru Krekovega gibanja za nastanek slovenske demokracije. Janez Evangelist Krek je dejal takrat: boljše je najbolj radikalna demokracija nego trinoški absolutizem. To je mislil seveda na monarhijo. Mi smo vsi skupaj z oba predsednika, ki sta ustvarila to zavezništvo za evropske volitve, jaz mislim, da je to fenomenalna investicija v prihodnost. Ni dovolj samo, da smo dobri na evropskem parketu, na evropskih volitvah, pomembno je, da spremenimo situacijo v Sloveniji, in nobena sama stranka, nobena posamična stranka tega ni sposobna, v zavezništvu pa to lahko naredimo. Hvala lepa za pozornost. Spoštovani zbrani, spoštovani predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik, članice in člani, spoštovani Janez Janša in vsi ostali. Razmišljal sem, kaj naj povem. Moj govor bo kratki. Danes sem srečen in vesel, da sem skupaj z vami. Danes praznujete vi, mi in vsi rojstni dan. Življenje človek prehodi velike poti. So resnice, so krivice, bile so storjene krivice v preteklosti, tudi če se popravijo krivice, če se rane zacelijo, dragi Slovenci, brazgotine ostanejo. In škoda ni bila storjena ne Janezu, ne Francu, škoda je bila storjena slovenskemu narodu. Zato je zelo pomembno, da se teh evropskih volitev udeležite. Ne glede na to, komu boste namenili preferenčni glas. Pomembno je, da greste voliti in da oddate svoj glas. Vaš glas je naš glas in ta glas zagotavlja boljšo prihodnost Evrope, zagotavlja, da bodo tisti, ki bi danes morali spoštovati v Sloveniji in v Evropi, človekove pravice in svoboščine. Če bomo zagotovili, da se spoštujejo človekove pravice in svoboščine, potem bomo tudi zagotovili, da se popravijo krivice iz preteklosti in da zagotovimo mirno in normalno življenje, kot si ga želimo v Evropi. Zato vas pozivam,
da greste na volitve. Vse dobro vam želim in še enkrat res sem vesel. V življenju je treba tudi včasih malo potrpeti. Ne samo potrpeti, tudi trpeti. In pride dan. In danes tukaj čutim v tej dvorani pozitivno energijo in upanje nikoli ne umre. Treba je upati in jaz imam veliko upanje za boljšo prihodnost Slovenije in Evrope. Hvala lepa. Hvala za upanje in zaupanje vsem kandidatkam in kandidatom. Skupne liste SDS in SLS, liste številka 9, želimo veliko uspeha na skorajšnjih evropskih volitvah. Srečno dr. Milan Zver, Romana Tomc, Patricija Šulin, pa Franca na kvadrat, gospod Franc Bogovič in Franc Kangler, dr. Alenka Forte, pa kralj socialnih omrežij in verjetno še mnogo česa, gospod Davorin Kopše in srečno Alja Domjan. Tako torej izgleda in tako se glasi zagotovo zmagovita lista, ki je hkrati tudi edina tako povezana pri nas. Naj ta lep primer povezovanja na evropski ravni preide morda tudi v slovenski politični prostor. Naj torej močno sveti naša zvezda v skupnosti evropskih narodov tudi s pomočjo partnerskega odnosa med stranko SDS in SLS. Verjamemo v vas in vse vas, ki boste čez 14 dni gotovo dobro izbirali in modro izbrali. Slovenska ljudska stranka torej na letošnjih volitvah poslank in poslancev v Evropski parlament nastopa skupaj s Slovensko demokratsko stranko, kar je lepa simbolika tega, da je skozi življenje treba znati in želeti iti z roko v roki. Ne z roko ob roki, ne z roko proti roki, ampak z roko v roki. Med nami danes z veseljem in spoštovanjem pozdravljamo predsednika stranke SDS, stranke, ki je marca praznovala 30 let zvestobe Sloveniji. Gospod Janez Janša, dobrodošli pri nas v Krškem in vljudno vabljeni k besedi te Slovenije v malem. Spoštovani gospod predsednik Slovenske ljudske stranke Marjan Podobnik, spoštovani kandidatke in kandidati naše skupne liste za evropske volitve, spoštovani prijatelji, Slovenke in Slovenci, dragi rojaki. Najprej mi dovolite, da vam v imenu Slovenske demokratske stranke izrazim iskrene čestitke ob 31. rojstnem dnevu. Ste najstarejša demokratična politična organizacija v Sloveniji. Bilo je natančno pred 31 leti, ko sem se tudi sam skupaj še z nekaterimi prijatelji, ki smo takrat delali na Mikroadi na Nazarjevi ulici v centru Ljubljane, odpravil nekaj 10 metrov proč do Unionske dvorane, ker je takrat potekal ustanovni kongres Slovenske kmečke zveze. In vsi smo se takrat včlanili v Slovensko kmečko zvezo, ker je bila to prva lastovka slovenske pomladi in slovenske demokracije. In ko smo kasneje ustanavljali Slovensko demokratično zvezo, so tudi nekateri spoštovani ustanovitelji Slovenske kmečke zveze postali člani vodstva Slovenske demokratične zveze. Takrat smo si medsebojno pomagali. In to je pripeljalo potem do zavezništva, do koalicije Demos, ki je Slovenijo demokratizirala in osamosvojila. Brez politične povezave Demosa danes ne bi bilo samostojne Slovenije in ne bi govorili o kampanji za evropske volitve, ker bi bili verjetno nekje v globoki čakalnici z Evropsko unijo, tako kot so
številni deli tiste države, kjer smo bili nekoč tudi mi še vedno tam. Vendar pa pred 31 leti ni bilo vse samoumevno. Tukaj ste nekateri, ki ste bili takrat zraven in veste, da je bilo v zraku poleg upanja tudi veliko bojazni in strahu. In da je marsikdo rekel, saj bi prišel zraven, sam ne vem, kaj bo. Nihče ni vedel, kaj bo, smo pa vedeli, kaj želimo. In potem se je tudi znotraj demokratične koalicije Demos oblikovalo neko trdno zavezništvo tistih, ki ne samo, da smo vedeli, kaj hočemo, ampak smo tudi verjeli, da je to možno doseči v življenju naše generacije. In znotraj tega naj omenim neko posebno os, ki je takrat obstajala med dvema bratoma, med Jožetom in Ivanom Pučnikom. Eden je vodil takrat socialdemokratsko stranko, drugi pa je bil v vodstvu Slovenske ljudske stranke. To je bila neka os, ki je držala Demos tudi v času tavanja na osamosvojitveni cesti. In ta os je omogočila, da so bile sprejete znotraj Demosa v času tavanja tiste prave odločitve, katerih glavna je bila odločitev zdaj ali nikoli. In smo šli na plebiscit, razglasili samostojno Slovenijo in jo tudi ubranili. Takrat se nismo borili zgolj za boljše plače in boljše pokojnine. Borili smo se tudi za to, da slovenski narod končno dobi lastno državo, da bomo gospodar na svoji zemlji. Zdaj, veliko je bilo govora v zadnjih dneh, tudi danes tukaj o Majniški deklaraciji. Ko je bila prebrana Majniška deklaracija na Kongresnem trgu pred skoraj natančno 30 leti, ker smo Slovenci rekli, želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, je na tem istem zborovanju France Tomšič rekel tudi naslednje. Rekel je, Slovenci želimo imeti v rokah lastno usodo tako, da bomo sami odločali o naši mošnji, naši puški. Takrat je to zvenelo zelo utopično, ampak se je čez nekaj za nas zelo dolgih mesecev, ker je bilo treba veliko postoriti, to dejansko zgodilo. Zdaj, ko danes gledamo nazaj na teh 30 ali 31 let, si seveda postavljamo vprašanje, ali danes živimo v državi, ki smo si jo takrat želeli, za katero smo takrat glasovali in ki smo jo branili, ko je bila napadena. Zdaj, odgovor ni enoznačen. Tisti, ki ste bili rojeni kasneje, imate verjetno na to vprašanje svoje odgovore. Zdaj, tisti, ki smo to pot spremljali in skušali na njo vplivati, imamo na to tudi svoje odgovore. Marsikaj je bilo postorjeno in ko primerjamo današnje čase s tistimi takrat, mislim, da jih je zelo malo, razen nekih precej neiskrenih jugonostalgikov, ki bi zamenjali. Seveda pa kljub temu s tem, kar danes imamo, ne moremo biti zadovoljni, ker je to daleč pod ravnjo, ki jo Slovenija sposobna doseči. To, kar danes imamo v Sloveniji, je bistveno boljše od tistega, kar je bilo, preden smo se osamosvajali, je podaleč pod tem, kar je Slovenija sposobna. Slovenci smo sposobni bistveno več, bistveno več. Mislim, da je bil ravno prvi predsednik Slovenske kmečke zveze Ivan Oman, ki je dejal, da Slovenija lahko postane Švica. Pa so se iz tega norčevali takrat, pa se norčujejo še danes. In tudi vmes so se. Zdaj, gospod Oman je na tiste norčevanje takrat odgovarjal z dodatkom, rekel je, seveda
lahko postanemo Švica pod pogojem, da bomo švicali za to. Ne. Jaz bi temu dodal še to, da seveda lahko postanemo Švica pod pogojem, da se ne bomo delili na prvo in drugorazredne, pod pogojem, da bomo od države, ki jo danes imamo, lastno državo slovenskega naroda, zahtevali, da bodo izhodiščne možnosti za uspeh v življenju približno enake, ne, da ne bo to, kako in kdaj boš uspel v življenju, odvisno predvsem od tega, ali se rodiš sredi asfalta v Ljubljani ali nekje na podeželju, ob meji, v hribih in tako naprej, kjer imaš vse dobrine daleč stran. Ne, državo imamo zato, da ne da nas naredi enake, ker nikoli ne bomo, ne, in to tudi ni pravično, ampak zato, da čim bolj izenači izhodiščne možnosti človeka. Ne, da je potem od tebe odvisno, koliko se trudiš, kako gospodariš, kako vlagaš v lasten razvoj, v blaginjo svoje družine in svoje okolice, kako boš uspel v svojem življenju. Zdaj, s tem, ko smo stopili v Evropsko unijo, smo dobili tudi prvič v zgodovini slovenskega naroda neko pomoč. Ne. Odkar slovenski narod obstaja, smo zdaj prvič živimo v neki skupnosti, ki tudi nam nekaj daje, neto daje. Slovenija je lahko neto prejemnica evropskih sredstev. Prej se je to, kar so rodovi naših prednikov ustvarjali, odlivalo v druge metropole, nazadnje v Beograd, Posavje navzdol, ne, poznamo mnogi tiste čase. Zdaj je prvič ta tok, vsaj delamo, obrnjen. Vendar je to samo možnost. In kot je bilo rečeno že prej, strani naših kandidatov, ta možnost ni dovolj izkoriščena. Samo 20% razpoložljivega denarja v tem 7-letnem proračunskem obdobju Evropske unije je prejšnja in sedanja vlada uspela počrpati, investirati. Milijarde evrov ostajajo neizkoriščene. Zato ni cest, ni novih šol, ni vrtcev, ni domov za ostarele, ni novih pločnikov. Za vse to bi ta denar lahko porabili. Ampak imamo oblast, ki množi administracijo. V 4 letih se je v javnem sektorju, in to tudi tam, kjer jih ne potrebujemo, zaposlilo na novo 12 000 ljudi, uradnikov, ne, za katere plačujete. Kljub temu pa nismo sposobni porabiti denarja, ki je na razpolago, ne, ki smo ga dobili na voljo s tem, ko je Slovenija postala članica Evropske unije. Zdaj tukaj potrebujemo močan pritisk in jaz verjamem, da bodo glasovi tistih, ki jih bomo z naše skupne liste izvolili v Evropski parlament, pomagali, da se ta pritisk v naslednjih 2 letih, ko bo možnost za uporabo teh sredstev še obstajala, okrepi tako, da ta denar ne bo ostal v Bruslju in bomo na koncu neto plačniki v evropsko blagajno zaradi naše lastne nesposobnosti. Torej, v nedeljo 26. maja ne bomo odločali zgolj o nekih prestižnih vprašanjih, kjer stranka ali pa lista bo dobila več. Odločali se bo o tem, ne, ali bo naš glas dovolj močan, da dosežemo to, da Slovenija bolje izkorišča lastne potencijale. Ne. Da ne bomo tam nekje capljali daleč za možnosti, ki jih imamo. Zdaj, če bo kdo rekel, da nakladamo, ne, da vsak svojo malho hvali, pa da se to ne da dokazati, to ni res, lahko dokažemo. Po mandatu vlade, v katerih smo skupaj vodili izvršilno oblast v Sloveniji v času 2004-2008, je Slovenija dosegla 91% razvitosti povprečja Evropske unije. No in potem so prišle leve vlade in smo padli na blizu 80% in zelo počasi zdaj to rastemo in še vedno nismo na ravni iz leta 2008. Zelo pomembno je, kako se upravlja z državo. Tako kot je pomembno, kako vi upravljate svojo kmetijo, svojim podjetjem, ne nazadnje svojim družinskim proračunom. Če boste vi tako
gospodarili z družinskim proračunom, kot to vlada počne z skupnim denarjem ali pa z evropskimi sredstvi, potem boste imeli velike težave, ki jih boste morali sami reševati, noben drug vam jih ne bo. Je pa pred nami nek čas, kjer ne bo šlo zgolj za ekonomijo in za evropska sredstva, pred nami je tudi nek čas, kjer bo šlo za dušo Evrope. Evropska civilizacija še nikoli ni bila pred takšnimi izzivi in Slovenija je del te evropske civilizacije. V bistvu je pred nami neka bitka za dušo Evrope. In mi si želimo, da tudi prihodnje generacije v Sloveniji in v Evropi zagovarjajo vrednote, na podlagi katerih je Evropa in Evropska unija nastala. In Slovenci lahko k temu največ prispevamo tako, da se borimo za dušo Slovenije. Za Slovenijo takšno, za kakršno smo glasovali na plebiscitu, preden smo razglasili samostojno slovensko državo. Glejte, te cilje pa lahko dosežemo samo, če smo združeni in povezani. Še posebej to velja za cilje, ki jih moramo imeti kot Slovenci v Evropi. Tukaj nas je po številu malo. Imamo nek pravni okvir, ki nam omogoča, da je naš glas močnejši, kot pa bi lahko bil, če bi se upoštevale samo številke. Vendar pa je to potrebno znati izkoristiti. In prvi pogoj za to, da se to izkoristi, je povezovanje. Ko gre za skupne interese, mora biti naš glas skupen. Ko gre za slovenske interese in za slovenski glas v Evropi, je povezovanje še toliko bolj pomembno. Zato čestitke vodstvu Slovenske ljudske stranke za ta korak, da smo naredili skupno listo. To združevanje, ko gre za evropske volitve, ne narekuje samo srce, ampak tudi pamet, ker je vstopni prag visok in obžalujemo, da mogoče ta skupna lista ni še močnejša, da ni zraven še kakšna druga stranka, ker potem bi lahko danes že slavili. Tako je pa pred nami še 2 tedna trde volilne kampanje, kjer bomo zmagali samo, če bomo na volitve uspeli pripeljati, prepričati čim več tistih, ki so se doslej že odločali za podporo Slovenski ljudski stranki, Slovenski demokratski stranki, pa nekako ne verjamejo, da njihov glas tukaj na evropskih volitvah lahko karkoli spremeni. Mogoče so imeli neke argumente za takšno razmišljanje v preteklosti, tokrat teh argumentov ni. Treba je dejansko združiti se moči, vsak glas šteje, imamo izjemno kvalitetno skupno listo, ki pravzaprav predstavlja vse sloje in hotenja v slovenskem volilnem telesu in zato si tudi zasluži našo skupno podporo. Če v naslednjih 2 tednih dali vse od sebe, potem bomo 26. maja lahko skupaj nazdravili boljši Sloveniji, Sloveniji, ki bo dobila nazaj svojo dušo in ki bo lahko prispevala k temu, da bo tudi Evropa v prihodnje tisto, kar smo imeli pred sabo, ko smo se pred 15 leti vanjo vključevali. Hvala za sodelovanje, hvala vsem, ki ste danes tukaj, za podporo naši skupni listi. Pred nami je zmagovit boj in zmagoviti rezultati, zato vas še enkrat vabim, da v zadnjih 2 tednih pred volitvami damo vse od sebe. Bog živi nam deželo, Bog živi ves slovenski svet, Bog živi Slovenijo.
Hvala predsedniku SDS za dragocen pogled na osamosvojitveno pot in na to, da ste nas spomnili, da takšni kot so časi oziroma takšni kot smo ljudje, takšni so časi. Na čas slavljenke Slovenske ljudske stranke pa sedaj k besedi vabim tudi predsednika Slovenske ljudske stranke, gospoda Marjana Podobnika, prav tako ambasadorja vrednot, ki vas skupaj držijo že 31 let. Dobrodošli. Spoštovane članice in člani Slovenske ljudske stranke, spoštovani ustanovni člani Slovenske ljudske stranke z 12. maja 1988, spoštovani župani, poslanci, državni občinski svetniki, vsi, ki ste to Slovensko ljudsko stranko gradili, utrjevali, osmišljevali in dajali težo vsem tem času. Spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, ki je svojo državniško težo pokazal v času osamosvajanja Slovenije in še posebno v času vodenja Slovenije, ko smo vodili Evropsko unijo. Spoštovani predsednik Nove ljudske stranke, ki je bil tudi ena od žrtev medijskega in političnega linča in je ponovno prišel med nas in je kot del skupne liste v okviru kvote Slovenske ljudske stranke. Spoštovani naš gostitelj in uspešen evropski poslanec, dolgoletni župan in poslanec Franci Bogovič. Spoštovana komplet ekipa, dr. Milan Zver, gospa Romana Tomc, Patricija Šulin, gospa Alenka Forte, gospod Davorin Kopše in gospa Alja Domjan. Spoštovani gospod župan, gospod župnik, lep pozdrav ob praznovanju 31-letnice Slovenske ljudske stranke. Naj vas ne skrbi, da bi naredil nagovor kot pred leti, pred 20 leti, približno sem bil zadnjič kot predsednik nagovoril Slovensko ljudsko stranko. To so bili dolgi nagovori v času močne Slovenske ljudske stranke, ki jo ponovno gradimo. Jaz bi rad najprej rekel, to, kar je bilo danes povedano od vsakega od teh govornikov, prevzemam, povzemam, podpiram, bi pa rad dodal samo par misli. Ko smo pred 31 leti gradili, ustanovili v Unionski dvorani Slovensko ljudsko stranko, smo verjeli, da je treba narediti nekaj. Kot je rekel Anton Martin Slomšek, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti. Smo verjeli, da je treba nekaj narediti za slovenskega kmeta, za slovensko podeželje, za obrtnika, podjetnika, delavca, mlade, upokojence. In to, kar smo takrat verjeli, to rabimo tudi danes. Ni res, da so bila upanja in pričakovanja Slovencev in vseh, ki smo podprli osamosvojitev Slovenije, da so bila neupravičena, da so bila prevelika. Ni res, to so bila upravičena pričakovanja. Potem pa se je marsikaj izrodilo. Zato smo danes tukaj. Zato, kot pred 500 leti in kasneje 250 let, ko smo imeli kmečke upore, ko so se ljudje borili za staro pravdo, da se plačujejo pravični davki,
ne pa da se onemogoča življenje ljudi. Kot pred 150 leti, ko smo imeli taborska gibanja, ko smo se borili za slovenstvo, ko smo Slovenci poudarjali pomen slovenskega jezika, ko smo se medsebojno podpirali, zato da bomo na tej zemlji nekoč postali to, kar nam je uspelo z osamosvojitvijo Slovenije. Tako je danes to pomembno. Danes ne smemo misliti, da nekdo drug odloča namesto nas. Kot je bilo že rečeno, 26. maja bomo sami odločili. Samo četrtina ljudi gre na volitve. Zato je pomembno, da vemo, da če želimo podpreti slovensko podeželje, kot pred 31 leti, slovenskega kmeta, obrtnika, podjetnika, če želimo omogočiti, da bo slovensko podeželje ostalo živo, kajti če ni ljudi, potem tam ni tvoja zemlja, ni tvoja država, potem moramo iti na volitve. Moramo iti na volitve in podpreti to listo. Mi večkrat povemo, da spoštujemo sočloveka, družino, delo, lastnino in domovino. Kaj pomeni spoštovanje sočloveka? To pomeni odločitev za kulturo življenja in ne za kulturo smrti. Kaj pomeni spoštovanje družine? Kjer so trdne družine, tam je trdna država, tam je prihodnost. Kaj pomeni spoštovanje domovine? To pomeni, da spoštujemo tudi svoj jezik, svojo kulturo. To pomeni, da spoštujemo in si prizadevamo tudi za Evropo. Tako Evropo, ki bo mesto možnosti in prihodnosti tudi za Slovenijo. Ni samo po sebi umevno, da bomo živeli v miru, kot smo živeli 70 let. Ko so se Konrad Adenauer, Schumann, De Gasperi še med drugo svetovno vojno dogovarjali za to sedanjo Evropo, so vedeli, da je treba prevzeti odgovornost, če hočemo živeti v miru. Zato je pomembno, da imamo tu skupno listo. Ne glejte na detajle, ki nas ločujejo. Glejte na vsebino, ki nas povezuje. Na vsebino, ki nas povezuje. In povabimo tudi druge. Mi ne smemo pristati na delitve iz preteklosti in sedanjosti. Tudi mnogo drugih. Ni vse slabo, kar dela vlada. Ampak vse, ki hočejo dobro tej državi, ki hočejo, da bojo lahko kmetje, obrtniki, podjetniki normalno živeli, da jih ne bo nekdo preganjal zaradi 5 centimetrov nižjega stropa, neki nezakoniti migranti se pa lahko vozijo po cestah in tako naprej in so na koncu dobesedno povsem drugače obravnavani, kot je obravnavan naš državljan. Zato je pomembno, da se zavedamo, da bomo mi odločali. Spoštovani, marsikdaj je težko sprejemati zahtevne odločitve. Odgovorna politika, modra politika, politika, ki pomeni najvišjo stopnjo služenja ljudem, jih mora sprejemati. Zato skupaj smo močnejši. Pojdimo skupaj, prepričajte vsak izmed vas, vsaj 10 ljudi, da gredo na volitve. Da gredo na volitve čez 14 dni, da podprejo skupno listo Slovenske demokratske stranke in Slovenske ljudske stranke in podprejo zmagovito pot in enotno pot Evrope in Slovenije. Hvala lepa.
Vaš aplavz je najbolj zgovoren, velika spodbuda. Hvala predsedniku za praznične misli, izrečene z zanosom in svečanostjo. Dragi zbrani, pravijo, da je v vsakem srečanju tudi sreča, zato srečanje za rojstni dan nadaljujte ob prijetnem klepetu, veselem druženju, pa ob spremljavi naših glasbenih zvezd.